Pozdravljeni. Zopet je sreda, dan, ki je že tradicionalno namenjen komentarju novic. In poglejmo si skupaj, kaj se je zanimivega zgodilo tokrat v preteklih dneh. Tudi v letos 50. komentarju novic se bomo ukvarjali kot običajno s 4 različnimi tematikami in seveda, vkolikor vas zanima, kaj piše v citiranih člankih, imate bližnjice do originalov navedene v opisu, kot ponavadi. A da ne bo prispevek predolg, se bomo kar lotili naše prve današnje teme, ki morda pravi o krizi določene ekipe. Skoraj vsi viri, ki se ukvarjajo s Formulo 1, poročajo o tem, da je Davide Brivio predčasno zapustil ekipo Alpine. In mnogim ljubiteljem Formule 1 morda ime Davide Brivio ne pomeni mnogo, ampak Davide v svetu MotoGP je izjemno cenjena in spoštovana oseba. Rad bi vas spomnil, da je bil sposoben voditi tako ekipo Yamahe kot Suzukija do naslova prvaka v tej kategoriji. A leta 2021 je prišel k Alpinu, kjer so ga mislili postaviti za šefa ekipe. A nekaj se je zalomilo, namreč v naslednji sezoni je začel skrbeti za podmladek, kjer smo ga videli, kako uspešen je bil pri odkrivanju, naprimer Piastrija, ki je potem odšel k McLarenu, ampak ne smemo pozabiti na Duana in seveda v zadnjem času prihaja na površje tudi Viktor Martins. A Davide Brivio, kot pravijo v ozadju, naj bi se domenil s Hondo in prevzel njihovo tovarniško moštvo, torej vrača se v MotoGP. A ostajajo odprta vprašanja glede prihodnosti ekipe Alpine. Vemo, Bruno Famen ne odgovarja na vprašanja, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, ampak ni odšel v zadnjih mesecih le Davide Brivio, ne smemo pozabiti na Otmarja Szafnauerja, na Alena Premena in seveda tudi Pat Fry je kar na hitro odšel k Williamsu. In Pat Fry je seveda inženir, ki je bil navajen na izjemno dobre, močne ekipe kot McLaren, kot Ferrari in sedaj brez težav pomaga Williamsu. Torej, zato francosko-britansko ekipo na obzorju ne vidimo kakšnih lepih časov. A seveda v naslednjih sezonah bo bolj jasno, kaj se bo zgodilo v tej ekipi in kdo bo nadomestil ves ta kader, ki odhaja. Govori se seveda tudi o Matiji Binotu in o tem bomo seveda govorili, ko bomo za to imeli kakšne bolj tehtne podatke. A zaenkrat toliko o tem, pojdimo danes k našem drugem sklopu. Komaj pred 2 sezonama se je začelo novo poglavje v Formuli 1. Z vstopom v veljavo spremenjenega tehničnega pravilnika smo mi, navdušenci, lahko začeli občudovati novo generacijo bolidov svetovnega prvenstva Formule 1. Ampak pisci pravil razmišljajo že za naprej, namreč v sezoni 2026 lahko pričakujemo podobno revolucijo, podobne spremembe. In kot poročajo pri spletnem portalu motosport.com 13. decembra, je Nick Tomasis povedal svoje želje, kako si je zamislil te bolide prihodnosti. In najprej se je dotaknil tistega področja, ki je verjetno pereče pri marsikomu izmed nas. Novi bolidi naj bi po njegovih željah bili
Bistveno lažji maso želi znižati za 50 kg. Ni sicer objasnil, kako, ampak verjamem, da pravzaprav z poenostavitvami tudi na aerodinamičnem področju bi se dalo to doseči. Po drugi strani si želi bistveno manjših časi in govorimo o tem, da v njegovih načrtih sledi skrajšanje medosne razdalje za približno 20 cm in seveda tudi manjša širina samih bolidov, kjer bo prihranek ocenjen na 10 cm, kar je v svetu Formule 1 ogromno. In tu je treba dodati, da s tem, ko bo sledila ponovna poenostavitev aerodinamike, tudi zaradi tega, da bi se znižala masa, bo sledil tudi padec aerodinamičnega oprijema. In na prvi pogled se vse to, kar sem naštel do sedaj, sliši fantastično. A kljub vsemu imam kar nekaj dvomov. Verjamem, da z nižjo maso, z enostavnejšo aerodinamiko in seveda z manj oprijema bodo bolidi lahko dosegali višje končne hitrosti. Nižja masa, verjamemo, da s tem, ko se bo poenostavila aerodinamika, se bo tudi znižal zračni upor in seveda sum je več kot upravičen. Ampak po drugi strani, če se bo po svoje znižalo aerodinamični oprijem, bo prehitevanje bistveno težje, kljub temu, da bodo bolidi bolj okretni. In seveda, bolidi, kjer bi bilo prehitevanje bistveno težje od tistega, kar vidimo danes, bi lahko bili v nasprotju s tistim, kar si mi, navdušenci, želimo. Namreč, koliko pritoževanja je bilo okrog tega, da pravzaprav v Formuli 1 v preteklosti ni bilo dovolj boja, ni bilo dovolj prehitevanj. Z novim pravilnikom, ki je zopet uvedel bolide s stalnim efektom, menim, da je prehitevanje ravno v pravšnji meri, da smo mi, navdušenci, zadovoljni. Sedaj, če bi se to znižalo, ne vem, če bi Formula 1 krenila v pravo smer. A videli bomo, namreč pravilnik še ni bil objavljen in to so le želje, ki jih ima Nick Tombasis, o čemer razmišljajo ekipe, še ne vemo, a treba bo počakati nekaj mesecev, ko se bo objavila prva verzija, kar se tiče tehničnega pravilnika, usmerjenega v področje šasije za naslednje obdobje. Do takrat, seveda je bolje, da se lotimo današnje tretje teme. Kot poroča italijanska verzija spletnega portala motorsport.com 12. decembra, si Daniel Ricciardo pred koncem kariere želi zopet sesti v Red Bull. Lahko bi dejali, da to je nekakšna prikrita grožnja na kariero Sergija Pereza. Vemo, mnogi so ga že videli na izhodnih vratih v letošnji sezoni, ampak tudi avstralski voznik pravzaprav v zadnjih sezonah je pustil mnogo navdušencih dobesedno razočaranih. Pri McLarenu izgleda, da so napravili pravilno izbiro, ko so Piastriju dali sedež in odpustili Ricciarda. Ampak sam menim, da v vsej tej zgodbi se vidi, da pravzaprav pristop veterana iz Avstralije ni več tisti pravi. Govori o tem, da si želi v Red Bull pred upokojitvijo. In že to, da voznik razmišlja o upokojitvi, po mojem osebnem videnju, ni tisti pravi. Voznik bi si moral želeti zmagati in ne imeti neko zadoščenje, neko zadnjo sezono slave pred upokojitvijo. Omenite upokojitev Fernando Alonso, verjetno vas bo pisano pogledal. Ampak Fernando Alonso je po mojem mnenju iz čisto drugačnega testa kot Daniel Ricciardo. Tudi take izjave, ki so morda malce neposrečene, govorijo v tej smeri.
A poglejmo si še, kaj sem pripravil za današnjo zadnjo tematiko. Robert Kubica zna pritegniti pozornost, čeprav ga v svetu Formule 1 ni več že kar nekaj sezon. A kljub vsemu še je aktiven. In priznam vam, da njegovo izjavo sem zasledil že pred nekaj dnevi na družbenih omrežjih, ampak čakal sem, da jo povzame še kakšen iz onih malce bolj kredibilnih virov, katerim in zaupam. In zgodilo se je. Na spletnem portalu GP Blog smo lahko 12. decembra videli izjavo, kjer povzemajo mnenje Roberta Kubice o Formuli E. In Robert Kubica je primerjal Formulo E kot seks z napihljivo lutko v primerjavi z Formulo 1, ki naj bi bila po njegovem videnju tista prava stvar. In verjamem, da marsikomu izmed vas so dirke Formule E všeč, so navdihujoče, so napete, so prava stvar. A zavedati se moramo, da Formula E kot takšna je v krizi. Izgubili so kar nekaj zanimivih lokacij, naprimer dirko v Rimu. In tudi Nick de Vries, ki je v Formulo 1 prišel kot prvak Formule E, ni pustil najboljšega vtisa. Po mojem osebnem mnenju, kvaliteta voznikov v tej kategoriji še zdaleč ne odraža tistega talenta, ki ga vidimo v Formuli 1, ampak brez skrbi, nobena druga kategorija, vsaj kar se tiče talenta voznikov, ni na nivoju Formule 1. A zavedati se moramo, da pravzaprav, kar se tiče popularnosti v zadnjih nekaj letih, je Formula 1 v vzponu. Medtem ko Formula E nisem prepričan. Priznam, sam sem na strani Roberta Kubice in tega mojega osebnega mnenja tudi v preteklosti nisem skrival. A to ne pomeni, da vam Formula E ne sme biti všeč. Svet je zanimiv in lep, ker je raznolik. Vsakdo izmed nas ima lahko svoje mnenje. In če se z mojim in Kubičnim ne strinjate, je seveda vaša pravica, da spremljate tisto, kar vam je bolj všeč. A tudi danes smo prišli do konca našega običajnega komentarja novic. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.